Živja, sem Ana Schnabel, avtorica pravkar pečene, pravkar izdane Mojstrovine, svojega prvega romana. Preden sem stisnila play oziroma record, sem precej časa premišljevala, s kakšnimi besedami pospremiti rojstvo tega romana in tudi s kakšnimi besedami pospremiti nastanek oziroma vznik te precej nenavadne krizne situacije. In sem ugotovila, da ne o prvem in ne o drugem trenutno sploh ne znam govoriti, ampak se lahko o obojem samo pogovarjam. Ker pa sem trenutno pred kamero sama, je mogoče bolje, da iz Mojstrovine preberem en mali odlomek. Odločila sem se, da preberem poglavje, ki obravnava zaljubljenost, recimo, da njen vznik. Zato pa sem se odločila, ker mi je ljubezen tudi v teh časih, v vseh njenih pojavnih oblikah precej pomembna. 6. december 1985. Hrstajoče je ustavila tik za njegovim avtomobilom, ki ga ni parkiral, marveč odvrgel na sredini dovoza. Kot reševalno vozilo ali obrtniški kombi, je povezala in si s kremo za roke pogladila lase, ki jih je suhi zrak Opel kadeta že na začetku poti pognal kvišku in vstran. Dihala je hitro in se od vznesenosti kremžila, kot se lahko kremžijo le dojenčki, ustnice so se raztegovale v nasmešek v levem kotu in trzale v desnem. Levo lice se je obarvalo rdeče, desno prebledevalo. Desno oko stisnjeno v špranjico, levo pa odprto široko kot okna stanovanj med vročinskim valom. Z levico je švigala med stvarmi v avtu in stvarmi v torbici. Iskala parfum, ga našla, iskala šminko, jo našla, iskala avtomobilske ključe in jih našla točno tam, kjer jih je pustila. V ključavnici za vžig. Trapa, afna, najstnica, se je med hihitanjem potihem očitala, a ničesar mislila resno. Raztresenosti seveda ni ugajala, a jo je sprejela. Uživala je v njenem krovnem razlogu. Ki je potrkal na okensko šipo in se sklonil, da je nanjo, mrzlo, a ne več ledeno, pritisnil lice, ga spačil v obliko prekvašenega testa in se smejal tako silovito, da so vibracije njegovega režanja dramatično orosile steklo in zatresle avto. Zunaj je bila kakšna stopinja pod ničlo, ki je ob alpski vlagi zagotovo postala petica, šestica, on pa je, oblečen v žametne hlače in volnen pulover, ob vročini, ki se je zalezla globoko v njegovo telo, prav v njegovo jedro, čutil zgolj prijetno žgečkanje sicer koničastega vremena. Dolgo, zares dolgo bi tako lahko čakal, da se v pločevinasti kletki poleže tudi njen krohot. Dolgo, preden bi se vzravnal in ji naredil prostor, da odpre vrata in stopi ven. Dolgo, preden ga tudi je prešinilo, da je to neumnost, obraz lepiti na šipo, kazati jezik, skovikati, uprizoril prvič v življenju, ni je prikazal ne kot otrok in kot odrasli ne svojima otrokoma, in da ga ni, kakor je pričakoval, prav nič ponižala, prav nič pomanjšala, mu prav nič odvzela, temveč je nasprotno skozenj stekla sproščeno in mehko in ljubeče in se mu kot sproščenost in mehkoba tudi vrnila. Ko se ji je umaknil, Ana namreč ni odskočila od sedeža in se pognala ven, temveč se je naslonila nazaj in ga spokojno opazovala. Saj spokoj ni vendar nič drugega kot raztežaj subjektivnega časa, ko se življenje usklajuje s tistim, kar je vsakdo že zdavnaj potreboval, vendar obseden z napačno pripovedjo ni mogel vedeti, kaj bi to sploh lahko bilo. Mogoče za začetek dovolj, to je bilo pravzaprav premierno branje z mojega romana, zato sem seveda ravno tako vznesena in nervozna in na trnih kot oba Mojstrovinina glavna protagonista. Upam, da boste knjigo prebrali in še bolj seveda upam, da me bo tudi ugajala. Pa srečno!